Zdaj, jaz sem Dejan Valh, prihajam iz Instituta informacijskih znanosti IZOM-a iz Maribora. Mi smo javni zavod, približno 125 ljudi je zaposlenih pri nas, 7 ljudi se ukvarja z superračunalnikom oziroma superračunalništvom. Zdaj od leta tam 2021 sem postal pač vodja tega sektorja pri nas. Pa dajmo kar pogledati, kaj dejansko imamo. V bistvu Vega je pravzaprav prvi delujoči EuroHPC sistem, vse od tam od leta 2021, zmogljivosti 6,9 petaflopov in dobavitelj je seveda Atos, to je danes podjetje, ki se imenuje Eviden. Tehnologija je seveda bolj sekovana, to je posebna tehnologija, specifična predvsem za superračunalnike, torej za HPC. Imamo preko 1000 vozlišč oziroma strežnikov ali pa računalnikov, kakorkoli. Ti so povezani v omrežje InfiniBand. InfiniBand je pač omrežje, ki je zelo nizko, ki ima nizke latence za 100 giga bitov na sekundo in pa, bom rekel, zato, da bi vse delovalo optimalno, seveda potrebujemo diskovni prostor, tega 18 petabajtov. In pa seveda tudi imamo en zmogljiv NVMe diskovni prostor, to pa je približno 1 petabajt. Zdaj porabljamo tam energijo, tam nekje od približno 800 kilovatov. Izkoriščenost centra je, bom rekel, dobra, predvsem na tem delu, ki je vodno hlajen. Zdaj povezani smo pa varni z 5x po 100 gigabitov. Zdaj sama investicija v to infrastrukturo je bila 17 milijonov evrov. Večinoma teh sredstev je evropskih, torej evropska kohezija pa drugi skladi. Seveda podprla nas je seveda tudi pač naše ministrstvo pri tem. Zdaj, celotna zgodba je del širše operacije HPC River, ki smo jo pričeli tam v letu 2019 in pač ocenjujemo, da bi recimo da nekje operacija celotna okoli 30 milijonov rečemo od 5 do 8 let. Zdaj eno podjetje, tukaj treba omeniti to EuroHPC. EuroHPC je v bistvu podjetje, ki ga je Evropska komisija ustanovila in je v bistvu bolj kot ne poskrbi za to, da se nekako infrastruktura, da se, bom rekel, tudi vse ostale aktivnosti, ne kot so izobraževanje, kot so ostali projekti, da se vlaga v to infrastrukturo v Evropi. Zdaj v naš računalnik so seveda oni vložili okoli 6 milijonov, zaradi tega pač boste potem videli, pač je teh 35% namenjenih tudi raziskovalcem iz Evrope. Ja, zdaj seveda vprašanje, ki se ga navadno vprašujejo recimo v nekih podjetjih, seveda je, ali potrebujemo računalnik. Zdaj, neko podjetje seveda lahko ima željo, da bi začelo z nekimi projekti, kot so projekti na umetni inteligenci. Zdaj je to ta buzzword oziroma dejansko se vse začenja, bom rekel, z tem oziroma se v našem svetu je kar nekaj časa že to prisotno, ampak zdaj so nekako te storitve postale bolj jasne, bolj nekako ta chat GPT je naredil neko revolucijo in seveda vprašanje je, ali naj uporabljamo to, kar je seveda na oblaku ali mogoče bi želeli kaj nekje pri sebi, torej neko lokalno umetno inteligenco specializirano. Seveda vprašanje je potem, ali imamo dovolj grafičnih pač nekih procesorjev, ali lahko sploh to poganjamo in tako naprej. Drugi razlog mogoče je tak, da imamo izredno veliko količino podatkov, ki jih pač moramo nekako obdelovati in seveda imamo težavo predvsem v tem, da naši neki diskovni sistemi na normalni infrastrukturi seveda niso dovolj zmogljivi. In pa tretje je seveda, ker pač ugotavljamo, da so neki procesi, neke stvari se dogajajo prepočasi in bi želeli nekako te procese še bolj avtomatizirati. In seveda ugotavljamo, preveč časa potrebujemo za neke analize, obdelave, kakorkoli. Imamo premalo recimo diskovnega prostora,
nimamo nekih grafičnih zmogljivosti za to, da bi lahko kaj od te generične ali pa, bom rekel, tudi fundamentalne umetne inteligence uporabljali. Ne. Seveda lahko gremo na oblak, navadno podjetja danes koristijo oblake, ne, kot so Azure, ali pa razmislimo mogoče, če bi pa vseeno lahko katere zadeve uspeli narediti z superračunalnikom. Ne. Zdaj jasno, seveda prva analiza potreb. Zdaj podjetje Arctur, Slovenija je naredila eno tako assessment tool za manjša in srednje velika podjetja, ker pač nekako ugotavljate zrelost, ali imate vi kot podjetje, bom rekel, lahko greste dejansko v tej smeri. Ne. Zdaj, obstajajo tudi programi financiranja za industrijo, kjer pač lahko se tudi pridobi kar ogromna sredstva za to, da lahko potem uporabljate tako infrastrukturo. Zdaj, če bi malo še naredil, jasno je, ne, seveda, eno je, ker mogoče so stvari zastavljene na malo, ne, ker mogoče vaš razvojni oddelek ali pa kakorkoli želite nekaj narediti na malo, bom rekel, v malem obsegu. Zdaj, takšna infrastruktura, ko jo imamo mi tukaj pri nas v Sloveniji in pa tudi seveda v Evropi, omogoča seveda tudi, da poskušamo, bom rekel, pridobiti finančna sredstva ali pa, da zastavimo projekte v večjem merilu. Torej, ne gre samo za tisto projekte, ki so manjši na manjšem naboru podatkov, recimo, ne, ali pa recimo samo za eno zadevo, ampak recimo, da želimo nekaj narediti, nekaj večjega, ali pa recimo, da imamo izredno recimo stranko ali pa kakorkoli, imamo izredno veliko količino podatkov in želimo s to količino podatkov nekaj početi. Ne. Zdaj, če običajni izračuni nekaj trajajo, recimo več dni, potem seveda je naslednje vprašanje, ali znamo uporabljati superračunalnik. Zdaj, tu se dostikrat ustavi, ker pač podjetja navadno, vsaj manjša podjetja, so bolj kot ne vezana na plačljive storitve, kot so Microsoftove storitve, ne, in ostale storitve tudi v oblaku. In potem seveda superračunalnik, pa zdaj vsaj naš v tej obliki, seveda ima operacijski sistem Linux, ne, ima, bom rekel, druge metode za instalacijo, za pripravo okolja in tako naprej. Zdaj seveda večja podjetja obvladujejo tudi ta okolja, ne, recimo, če pogledamo neko bančno okolje, seveda imajo tam tudi baze podatkov Oracle, ki tečejo na sistemih Linux, ne. Drugače pa seveda, ko enkrat če seveda tega nimam, seveda je potrebno pač nekako pridobiti neke kompetence, ne. Seveda vprašanje je, ali boste menedžerji, ne, vložili v te kompetence, ne. Odvisno je seveda od tega, kako na koncu izračunate vaš neposredni učinek po koncu tega projekta, ne. Zdaj, če pa seveda nekako znamo že uporabljati računalnik, pa je potem seveda sledi analiza okolja in potem seveda vprašanje, ali mi mogoče zadostuje že manjša gruča, ne, tudi to je možno, če pa ne, pa ste potem vabljeni na večji superračunalnik, ker pač lahko damo tudi več virov na voljo, ne. Zdaj, lahko je tudi nekomu, ne, tudi naša gruča premalo, tudi taka podjetja obstajajo, ne, in potem je pa seveda možnost, da dobite dostope do večjih. Seveda to, bom rekel, če govorimo o komerciali, seveda to ostane ogromno, ne, ampak danes recimo mi imamo eno podjetje zdaj iz Finske, kjer nimajo težav o tem se pogovarjati o milijon sredstvih, ne, za to, da nekaj naredijo, ne, tako da nekako so uspeli, torej imajo take projekte, kjer so pač ta velika sredstva dejansko sproščena za delo z računalnikom, ne. Zdaj, kaj lahko naredijo mala podjetja,
potem seveda, ko ugotovijo, da bi potrebovali superračunalnik, seveda najprej težave so kadrovski potenciali, ne. Zdaj vprašanje, ali imate raziskovalce, sodelujete recimo z akademskim svetom, ne, to je že neka prednost, ne. Imate kader IT, recimo svoj, ne. Imate recimo informatika ali pa imate informatiko v kompletu outsourcano, ne. To so vsa vprašanja, ki jih pač so zanimiva, ne, in seveda, če ste bolj razviti v smeri IT-ja, potem seveda lahko se pridobite tudi kompetence in izkoristite tudi take testne razvojne dostope do superračunalniških virov. Zdaj, če pa ne, pa seveda je smiselno, da najdete kakega partnerja, ne, kot so recimo, ne vem, Arctur, ne, pa ne vem, Agenda, pa Xlab, ti, ki se pač so tudi, bom rekel, naše stranke, ne. Torej pomeni, da poznajo že torej to okolje, v katerem lahko izkoristite superračunalniške vire. Potem pa seveda naslednja stvar je pa programska oprema, ne. Zdaj, če imate svoj razvojni oddelek, je to seveda lažje, ne, ker seveda spet imate možnost spet pridobiti kompetence. Zdaj, drugače pa je pač treba investirati tudi v neko programsko opremo, ne, specifično tudi sicer v svetu znanosti, ne, če bi rekel, se pravzaprav uporabljajo bolj kot ne odprtokodne rešitve, ne, te, ki so pač dostopne vsem. Nekaj je seveda tudi in-house aplikacij, ne, ampak v principu je pa več ali manj zaradi tega, ker je seveda to bilo financirano iz javnega denarja, so te aplikacije pač nekje dostopne, ne. Potem seveda, če imate svoje, torej kupljene rešitve, ne, če imate svoje torej kupljene ERP ali pa CRM, ne, ali pa seveda ste vezani čisto na oblak, ne. Seveda to so vse vprašanja. Zdaj, kar se pa tiče infrastrukture, navadno podjetja, mala podjetja seveda lahko imajo svoje stvari v on-premise, tako imenovanim, ne, torej na svojih data centrih ali pa sobah, ne. Seveda nekateri imajo tudi danes že hibridno infrastrukturo, to pomeni nekaj oblakov, nekaj tu, ne, in pa ali pa seveda manjša podjetja, mogoče imajo res mogoče vse na Microsoftu ali pa Google in je to, ne. Torej, zdaj tu je pač v tem primeru pač treba nekako preučiti možnosti uporabe za posamezne recimo projekte, ne. Zdaj, kaj ponuja Slink, ne. Zdaj tukaj seveda obstajajo možnosti, da dobite plačljiv, kot tudi popolnoma ali pa deloma subvencioniran dostop, ne. Zdaj, kaj pomeni odprti dostop, ne? To je tisto, kar je odprti dostop je v bistvu brezplačen, torej v bistvu je plačan naprej, ne, ampak so pa odzadaj jasne zahteve. Zdaj, če nekaj pač dobite zastonj, seveda je pač potem potrebno nekaj narediti, ne. Zdaj, tu se pa velikokrat ustavi, predvsem pri podjetjih, namreč, zakaj bi mogli zdaj mi vso dokumentacijo pripraviti, narediti prijavo in tako naprej. To zahteva čas, ja, jasno, ne, ampak nekaj boste na drugi strani dobili, ne. Potem je treba narediti poročilo, ne, o tem, kaj ste naredili, ne. Seveda gre za odprti dostop, torej ni nujno, da vi vse vaše znanstvene dognanja ali pa datoteke ali pa tisto, kar ste pač dobili, da, bom rekel, predstavite navzven, torej date ampak morate pa napisati poročilo, torej kaj ste dognali, kaj ste naredili in tako naprej. Torej to je odprti dostop in pa seveda zadnja zadeva je pa diseminacijske aktivnosti, ne, to recimo tukaj vidim zdaj gospoda iz Gorenja, ne, njega smo seveda prosili, ker je pač in se seveda se je udeležil oziroma se je odzval, ne. Torej, tudi če so kakšne konference pa tako naprej, potem prosimo za to, da pač povedo, da uporabljajo Vego. Zdaj v tem primeru, ne, konkretno iz Gorenja, ne, je treba povedati, da za njih oni niso pridobili v odprtem dostopu, ne, ampak oni komercialno plačajo, ne. Torej podjetje se lahko danes tudi odloči, da noče biti nikjer udeleženo, da je vse, bom rekel, v zaprtem okolju, ampak ko pa govorimo v odprtem dostopu, pa seveda je pač to troje pač potrebno, oziroma te 4 točke, ne.
Zdaj, podjetja seveda imajo moja možnost sodelovanja z univerzami. Ne. Torej, če se vi uspete, če imate nek projekt, kjer mogoče poznate nekoga, pa bom rekel, potrkate nekomu na kakšno fakulteto in rečete, gledajte, imam en projekt, jaz bi seveda v to vložil svoja sredstva, ne, ker na koncu, če vi date človeka na ta projekt, je seveda to stane. Seveda v tem primeru ima tisti, ki je na fakulteti zaposlen, seveda ima možnost, da pride do take infrastrukture. Ne? Če govorimo o nekem testnem ali pa razvojnem dostopu, jasno pa je, da lahko tudi v produkcijskem, ampak tisto ne sme biti komercialne namene. Ne? Torej mora biti res jasno, morajo raziskovalci za tem stati, da je to dejansko gre za razvoj. Ne? Da imamo neko sodelovanje. Ne? Zdaj, hiter dostop, odprti dostop na EURHPC, tudi to je možno, seveda dobite dostop preko EURHPC, torej na EURHPC na deležu, na deležu Vege, torej pri Vege imamo 65% ima slovenski delež, 35 je pa delež EURHPC in tudi slovenska podjetja bi lahko uporabljala ta 35% delež EURHPC. Mislim, hočem povedati, da predvsem na EURHPC-ju spodbujajo podjetja, da koristijo ta dostop. Ne? Tudi oni imajo, bom rekel, neposredno od Evropske komisije dovoljenje, da lahko pomagajo podjetjem. Ne? Medtem ko mi na našem delu seveda tega nimamo. Ne? Tu imamo mi en zadržek, ker mi seveda težje rečemo, oziroma mi nismo zato, da bi, nismo postavljeni zato, da bi odločali o tem, kateremu podjetju lahko pomagamo. Ne? Ker v bistvu gre za raziskovalno infrastrukturo, ki je pač plačana iz denarja, ne, iz javnega denarja in seveda ne more kar podjetje koristiti to. Vemo pa, ne, med komercialno uporabo in tisto, kar pač podjetje nekaj od tega razvoja seveda dobi, je pa seveda tanka meja. Ne. Zdaj obstaja tudi subvencionirani dostop, to je pa tistih recimo 2000 evrov lahko dobite preko e-digi, potem pa seveda imate možnost, da preizkušite to ali na Arctur ali pri nas. Seveda zadnja zgodba pa je seveda vedno komercialni dostop, to je pa plačilo po ceniku, to je pa nekako, bom rekel, tisti zadnja stvar, ker pravzaprav vas ne sprašujemo, kaj vi počnete, samo nudimo vam podporo. Podpišemo NDA, podpišemo pogodbo, lahko izvajate komercialne storitve, lahko imate od zadaj, recimo imamo eno podjetje, ki pač za druge naročnike izvaja enako, seveda verjetno imajo tudi na Arcturu, ne, tako da to je to. Ne. Zdaj, kaj pomeni ena taka prijava na pozive, EURHPC tukaj vidite, ne, da je treba kar neke stvari pokazati, ne, treba je povedati, kaj počnete, torej morate vsaj malo dokazati, da seveda poznate delo z računalnikom, ne, tudi kako skalabilnost pokažete, kako paralelizacijo, nekako ta projekt mora biti v tej smeri, da se ugotovi, da je primeren za superračunalnik, ne, ker če ni primeren za superračunalnik, potem je škoda uporabljati, potem lahko vi na svoji infrastrukturi, na svojem strežniku, serverju, kakorkoli izvajate iste zadeve, ne, torej gre za to, da pač pokažete skalabilnost, paralelnost, time to solution, recimo, ne, potem pa seveda navedete točno, kaj potrebujete, koliko katerih resursov, pač virov, ne. Zdaj, če se seveda podjetje, mislim, mi bi bilo zelo veseli, da bi slovensko podjetje se prijavilo na regularni poziv na EURHPC, lahko je to Vega, ne, lahko pa je tudi kak drug računalnik, ampak bi bili zelo veseli, da imamo podjetje, ki bi pa reklo, imamo razvoj, recimo razvoj, ne vem, zdravila, ne vem, nekih postopkov in se prijavite kot razvojni projekt na EURHPC. In potem pridobite ogromna sredstva lahko tam na tem. Ne, pač morate napisati prijavo, ki mora biti dovolj dobra. Zdaj, navadno prijave za večje te regularne projekte, kot mi pravimo, seveda
mora biti bolj jasna, ne, mora biti več stvari zavedenih in te stvari pa seveda lahko prej že pridobite oziroma z temi izračuni na teh manjših pozivih. Ne. Ja. Zdaj, nekaj bom še povedal o komercialnem tržnem dostopu, seveda, tu je treba plačati pač pay per use. Ne. Zdaj, mi imamo seveda splošno omejitev 20%. Zdaj lahko rečem, da pač na našem klastru, ki je pač za naše razmere kar velik, seveda nismo še prišli do teh omejitev, čeprav recimo ravno to finsko podjetje, ki sem ga prej omenil, ne, oni bi recimo na GPU particiji lahko že presegli, ne, torej na tej drugi particiji. In pa seveda najbolj je pač pomembna ta zrelost, o kateri smo že nekaj povedali. Ne. Zdaj, kdo ponuja komercialne storitve? Arctur ponuja kot komercialni ponudnik, oni seveda tudi ponujajo storitve, ne, torej tisto, kar mi težje, ne, mi lažje ponudimo, bom rekel, vire. Navadno je tako, če bi ugotovili, da je virov kje premalo ali pa da želite drugačno opremo ali pa da želite mogoče kaj več, potem je tisto, kar pride potem k nam na Vego. Ne. Zdaj, tudi Univerza v Mariboru recimo se ponuja tak dostop. Ne. Zdaj, kako izgleda vse recimo pri nas? Najprej imamo en sestanek, kjer se ugotovi, ali je to sploh primerno. Mi imamo, bom rekel, kar nekaj takih strank, ki so se k nam, ki so rekli, mi bi pa radi to računali, pa smo rekli, gledajte, zato je dovolj, da se mogoče pogovarjate s kom drugim, pa smo jih usmerili recimo na Arctur, ne, ali pa kam drugam. Ne, skratka, potem, če pa ugotovimo, da je to v redu, ne, pa se zadeva registrira in potem pričnemo z nekim takim uvajalnim obdobjem, ne, ker mi ne moremo začeti kar izdajo računov, če seveda vam te stvari ne iztečejo. Ne, torej na klastru morajo stvari začeti delovati in potem, če je to uvajanje uspešno, potem gremo v podpis pogodbe in sporazuma o nerazkritju podatkov, ne, torej, in pa potem se začne z tem, bom rekel, postopki plačevanja in produkcijska rabe in tako naprej in potem izdamo tam mesečne račune. Ja. Zdaj, kaj ponuja Vega? Zdaj, jasno, zdaj to je že kar nekaj let stara infrastruktura, žal. Novejši sistemi v Evropi so seveda boljši, novejši. Mi pač imamo še vedno te procesore AMD Zen 2, torej ti so EPIC procesore, danes seveda veste, da že je arhitektura Zen 5, ne, recimo. Zdaj, vsekakor pa je v našem sistemu 122.880 jeder, kot vidite. Zdaj, ti strežniki, vsak kot vozlišče ima 256 gigabajtov ali pa tudi na 512 na teh GPU strežniki ali pa imamo tudi, bom rekel, strežnike, tako imenovane fat nodi so to, kjer se pa recimo lahko uporabi tudi boljše, torej več pomnilnika. Ne. Potem noter je tudi lokalni disk, pa imamo nekako 60 vozlišč. Zdaj, mi takrat, ko smo snovali ta računalnik leta 2021, ne, oziroma 2020, pa potem seveda smo ga bolj usmerjali v zgodbo uporabe klasičnih procesorjev, ne toliko grafičnih, ne, zdaj pa, ja, in seveda zato, bom rekel, ni toliko primeren za izvajanje teh velikih, ja. Zdaj, komercialne stranke še samo, torej Insilico, to je eno podjetje, ki ravno izvaja ta računanje, ne. Za druge stranke, potem Gorenje, Xlab in pa ta Algorithmics, o katerem sem že govoril. Zdaj, deleži namenjeni, zdaj tu si boste pogledali, če koga zanima. Zdaj, dobro, kako poteka delo računalnikov, mogoče bomo spustili. Zdaj, seveda vas vabim na delavnice, tečaje kompetenčnega centra. Ti so zastonj tudi za podjetja, recimo osnove superračunalništva, računanja več jeder in tako naprej. Uporabniško dokumentacijo. Mogoče še besedo dve o tem, kar je zdaj seveda pereče. Seveda se Arne zgradi novi podatkovni center v Mariboru, ker je tudi prostor za to, da bomo umestili nov superračunalnik. Zdaj druga pa ne bi več pa ne bi o teh stvarih povedal. Ne? Tako da, evo, vprašanja in
Hvala. Hvala lepa, Dejan Valh. Prej nismo omenili, ampak Dejan Valh je vodja sektorja za superračunalništvo na Inštitutu za informacijske znanosti v Mariboru. Vprašanja zanj z vaše strani? Kakšno konkretno? Vabimo, da kar dvignete roko, se predstavite tamle, gospod. Vprašanje, kakšna je prednost za podjetje, da uporabi vaš računalnik, naprimer, predvsem GPU-je, on se je zelo popularna, ali namesto, da bi najel takšno infrastrukturo na Amazonu ali pa, ne vem, na Azure ali kakorkoli, ne? Kakšna je prednost, če pri vas najame takšno infrastrukturo? Prednost je vsekakor predvsem za slovenska podjetja me zanima, ne? Kaj je tisto, kar ja, je prednost tukaj je predvsem to, da najprej veste, kje imate svoje podatke, drugo je, da boste dobili absolutno boljšo podporo, ker se bodo vsi bom rekel, mislim, gledajte, razlika seveda je Azure, ne, ker lahko vi stvari seveda naklikate, ne, in potem stvari se dogajajo, ne, se zgodijo. Ne. Seveda pri nas ni tako, ne, pri nas pač je treba malo več znanja, ne, ampak po drugi strani pa vam bomo nudili pomoč pri stvareh, ki jih mogoče tam ne boste dobili. Ne. In pa verjamem, da tudi, sicer mi ne smemo biti dosti cenejši, ampak vsekakor so zadeve, vsaj po pričevanju nekaterih velikih recimo, so cenejše pri nas. Ne. Zdaj odvisno pa seveda je od vašega znanja, pa od tega, kar pač vi imate. Predvsem pa veste, da so podatki tukaj v Sloveniji, to tudi je nekaj pomembno. Ne. Zdaj okolja so izolirana, podpišemo pogodbe, mi imamo tudi GDPR in tako naprej. Seveda, če boste začeli potem z resnim v nadaljevanju, bomo verjetno morali tudi kako ISO standardizacijo in te zadeve uvesti, ampak zaenkrat so bom rekel, to te prednosti. Ne. Pa predvsem seveda, da lahko dobite tudi več verjetno virov, ki so verjetno cenejši. No. Vsaj v neki določeni točki. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Tamle izvolite v drugi vrsti, kar počakajte na mikrofon, da se potem tudi vaše vprašanje posname in da ga slišijo tudi tisti, ki so z nami nadaljavo. Taja Kozman. Mene pa zanima, a so te viri na voljo samo za razvoj, recimo nekega jezikovnega modela, ali lahko potem tudi dejansko cel čas ga uporabljaš prek API klicev, recimo? Ja. Zdaj, mislite za učenje modela, ne ste mislili, ja, ok. Ja, za razvoj, torej ja, in za razvoj in za učenje. Zdaj za to, da bi pa nekdo produkcijsko uporabljal to načeloma trenutno, ta superračunalnik ni namenjen k temu. Seveda se lahko zgodi, ampak vi pravzaprav nimate nenehno, ne, seveda bi lahko podjetje reklo, ok, vidimo rezervacijo, pa bomo, ampak to bi vas dejansko preveč stalo, ne. Zato, da boste vi, bom rekel, tako dobro infrastrukturo uporabljali za poganjanje inferenčnih pač odzive. Tudi, bom rekel, sam hardware oziroma sama strojna oprema za to je drugačna in verjetno je bolj primerno to narediti nekje lokalno v kakem data centru, kjer pač imamo mogoče tako hyper-converged infrastructure, tako imenovani, ker pač vi imate procesorje, pa spore kakšne grafične procesore, oziroma pospeševalniki in potem zaganjati tisto, bom rekel, na manj dragi opremi. Tako. Hvala. Hvala lepa.